niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Kaj se bomo danes pogovarjali? Predvsem se bomo mogoče lotili bolj naravnih nesreč. Vemo, da nam vremenske razmere povzročajo vedno več težav. Enostavno svet, narava nam vrača. Vedno več od tega videli smo že požare na Krasu, videli smo v 2023 poplave, grozovite poplave na srečo. V lanskem letu smo išli dosti brez kakšnih posebnih dogodkov, vemo pa, da se s tem ne gre tolažiti. V vsakem trenutku lahko pride do kakšnega neprijetne situacije. Tako da jaz bom uvodu najprej predstavil sistem SMS obveščanja novinarjev. Ta sistem imamo že vzpostavljen, vendar je vas tudi v vaši hiši pride do kakšnih fluktuacij, se malo zamenjajo kadri. Bom pa tudi predstavil, tako da bom tudi pozval medije, da pridete zraven, da vas mi potem tudi lahko pravočasno obveščamo. V drugem delu bo pa kolega Andrej Golob iz Agencije Republike Slovenije za okolje predstavil naše skupne napore, ki jih delamo znotraj projekta Localians. Tako da, kar se tiče sistema obveščanja, bom zelo kratek, je pravzaprav zelo enostaven. Se pravi, gre za učinkovito komuniciranje v kriznih situacijah. Tudi če se lotim kar tega projekta Localians, 5 držav sodeluje in kar 3 države od teh naslavljamo, jaz pravim temu mogoče nek buzzword Early Warning System. Se pravi, smo vsi prepoznali, da je pravočasno obveščanje prizadetih ključnega pomena. Danes živimo v neki dobi, jaz pravim multikomunikacijski dobi, kjer nas zadeva toliko nekih informacij, da jih mi sploh nismo sposobni sprejeti, kaj še da bi razumeli. Se pravi, moramo enostavno izluščiti tiste informacije, ki so relevantne in tudi s to vašo pomočjo pa potem prizadeti lahko toliko bolj aktivirali se, zaščitili se, šli na varno, ukrepali, da bo njihovo življenje čim manj ogroženo in pa seveda premoženje. Se pravi, zagotavlja neko hitro komunikacijo in novinarji lahko dobesedno zelo hitro tudi posredujejo informacije tem naši zainteresirani javnosti. Ta sistem smo uvedli nekako po eni intervenciji, ki je bila v nočnem času. Ob enih po noči požar smeti oziroma odpadkov na cesti Dveh cesarjev. Bil je kar obsežen požar, dimne mase so začele spuščati, mi smo želeli obvestiti okoliške prebivalce, naj zaprejo okna, naj sklopijo prezračevalne sisteme, naj se različujejo, kako to obvestiti ob enih po noči. Pa ne samo ob enih po noči, lahko tudi v nekem času, recimo v večernem času, ko se razvisni kakšno neurje, in boste videli, da smo to že uporabili, to in da je tudi, imam pa en posnetek, ko ga bomo pogledali, kako so potem pri odjavi že obveščali našo javnost, kaj mi pravzaprav počnemo. Zadeva je sila enostavna. Imamo znotraj naše aplikacije, ki se imenuje Ignis, en zavihek, SMS obveščanje, mi tukaj imamo adremo medijev, govorimo o telefonskih številkah. Jaz sem tukaj tudi, če je že kdo od vas takšen, saj vem, Janez je definitivno ta, torej skladu z zelo vlastnim GDPR-om, da govorite, da to vašo številko, GSM številko uporabljamo seveda izključno za namen obveščanja ob teh trenutkih. Mi potem to označimo, jaz noter napišem, prosimo, da objavite opozorilo za javnost, karkoli pa želimo in pošljemo SMS. In vsi mediji sočasno potem prejmejo, se pravi tisti, ki so neko obvestilo in potem se seveda lahko temu primerno tudi odzovejo. To mogoče v tem bomo pa še videli, se pravi, čisto zelo enostavna zadeva, tudi v neprimernem času, ob 9. zvečer lahko dobite SMS in tudi s vašo pomočjo potem to hitreje in to lažje obveščamo našo javnost. Mogoče zelo na kratko še, ko smo pa na terenu, da ne pozabimo tega, nismo vedno smo takole v zaprtih prostorih na terenu, so še toliko bolj ključne informacije pravočasno.
Tako da v skladu z enim sistemom, imenuje se intervencijsko-poveljniški sistem, se tudi formira štab javne gasilske službe v mestni občini Ljubljana. Tukaj vidimo neke brezrokavnike, ja, s tem se opremimo, s tem si ne dodelimo nalog, ampak s tem se prepoznamo med seboj. In tisti vaš ključni mož ali pa dekle, karkoli že, bo ta tako zvan medijski predstavnik, od katerega boste prijeli pravočasne in do takrat znane informacije. In jaz se zavzemam za to, tudi na terenu, če ni nič novega, vas bom jaz prišel obvestiti. Za vas je tudi to informacija. Nič še ni novega, še gasimo in tako naprej. Ne? Zdaj, ta intervencijsko-poveljniški sistem ima 4 temeljne naloge, operativno načrtovanje, logistika, administracija in pa 3 tako zvane podporne službe, pomočnika v vodji intervencije, in ko se vodja intervencije odloči, da bo potreboval pomoč na področju komuniciranja, potem tudi aktivira tako zvanega medijskega predstavnika. Da se bomo lažje našli, smo mi tudi edini, nisem še zasledil v svetu, da rečem, sproducirali zbirno mesto za medije. To je za vas ključnega pomena. Vse vemo, mediji, statisti, če boste gasilci vprašali, ker skozi nekaj pol letate, pa iščete neke informacije, ja, seveda, ne? Ampak da boste bili relevantne in prave informacije, pa bomo mi tudi zelo enostavno, jaz sem veliko razmišljal, nekateri se poznate, Leopan, resno veste, kaj je to označba, ne? Vidimo. No in recimo to zadevo mi potem lahko na samem mestu postavimo in to je tudi znak, do katerega vi pridete in definitivno bom jaz vedno, ali pa kdorkoli bo na mesto mene nekaj v bližini, pa boste dobili tudi te informacije. To mogoče kot informacijo, da ta znak si je vredno zapomniti.